Ja, prav lep pozdrav vsem skupaj. Ne vem, če veste, ampak danes smo uradno po bengalskem koledarju vstopili v leto 1422. Tako da, tako ob tem, ko se tako lepo pozdravljam, zaželim tudi šupko novoboršo, srečno novo leto. Kot nalašč za današnji večer, ko je z nami zelo posebna gostja, gospa Marija Sreš, pisateljica, bivša misionarka, nekdanja misionarka in ženska, ki je v resnici več kot 30 let posvetila sodelovanju z ženskami iz plemena Dunga Garasije v severnem delu Gujarata v Indiji. Res veliko veselje mi je, da si danes z nami tukaj. Moram reči, da prvič, ko sem te poklicala, mislim, da je bilo to leto dni, dobro leto dni, potem, ko sem sama zase odkrila tvoje pisanje, tako leposlovno, kot tudi esejistično, in se navdušila nad njim, si mi po telefonu, mogoče zato, da mi je malo ohrabrila, rekla naslednje: Ana, seveda, ti kar pridi, jaz se zelo rada pogovarjam. In danes sva se tukaj spričal vas in pol tudi upam z vami, če bomo imeli le čas, koliko ni na voljo, da se mi dve pogovarjava o tvojem življenju, delu in na zadnjem pisanju, ob izidu tvoje najnovejše knjige pod krošnjo Stare Adame, zgodbe žensk z vzhoda in zahoda. Namreč pred nekaj leti si se Marija vrnila v Slovenijo in takrat nam ponujaš tudi zgodbe iz tega našega prostora, na katerega mislimo, da ga poznamo, pa potem ugotovimo, da mogoče ga vseeno tako dobro ne poznamo, in skozi zgodbe iz vzhoda, zahoda, iz Indije, Slovenije in Evrope nas pravzaprav soočaš na en tak zelo prefinjen način z dvema zelo različnima svetovima, pa morda seveda spet ne tako različnima. Knjiga je šla pri založbi Iskanja in med nami je tudi neodvisna založnica Bojana Pavlič. Na koncu boste imeli možnost in priložnost, da si knjigo kupite. Avtorica je bo z veseljem podpisovala in podpisala. Mogoče preden začneva k zdajnim pogovorom, mi dovoliš, da se samo na kratko predstavim za tiste, ki Marije Sreš še ne poznate. Namreč rojena si bila nekje na drugo svetovno vojno, 1943 v Bratoncih v Prekmurju. Kasneje si maturirala in kasneje v Mariboru končala ekonomsko šolo, visoko ekonomsko šolo. Potem si se pa leta 1971 kot misionarka podala v Indijo in sicer se odšla v Gujarat, ker si tam želela sodelovati s podeželskimi ženskami plemena Dunga Garasije. Najprej si se zato lotila učenja jezika in v Ahmedabadu kot ena redkih tujih žensk, ki je to uspelo, diplomirala iz gujaratskega jezika in literature. Nato si začela delati s staroselkami in izčasoma svoje izkušnje, svoje življenje z njimi začela prelivati na papir. Ampak to ne v slovenščini, niti ne v angleščini, ampak v gujaratščini. Še več, leta 1994 izide tvoja prva knjiga kratkih zgodb z naslovom Girasma Egdungri, v angleščini To Survive and to Prevail, v slovenskem prevodu imamo Tam, kjer ti sude cveto, za katero avtorica istega leta prejme nagrado za drugo najboljšo zbirko kratkih zgodb od Gujaratske akademije literature in umetnosti. Nato, leto kasneje, še ena imenitna inštitucija, ki se reče Gujarati Sahitya Parishad, književna akademija, ob svoji 100. obletnici izbere tvojo knjigo kot eno od 100 najpomembnejših knjig v gujaratski književnosti. Če za trenutek samo pomislimo, kaj to pomeni, ne gre tukaj samo za izjemno knjigo kratkih zgodb, ki jo Slovenka napiše v gujaratščini in zanjo dobi nagrado, ampak zares Marija s to knjigo pravzaprav prvič v zgodovini gujaratske in s tem tudi indijske književnosti
ženske iz plemena Dunvega Rasije pripelje v književnost kot vreden, kot literarne obravnave vreden subjekt. To sem hotela povedati. Za subjekt, posodiš in njihov glas, ne gre za predmet literature. To se zgodi prvič. Na to sledijo še druge knjige, kratkih zgodb. Med njimi je treba izpostaviti to spet prelepo knjigo, oblikovno krasno tudi. Najprej je bila Ženska in druge zgodbe, ki pa je v resnici zbirka ljudskih pripovedi plemena Dunvega Rasije. In tukaj zopet narediš nekaj zelo prodornega, namreč prvič zapišeš ljudske pripovedi, ki se prenašajo iz roda v rod, kot del ustnega izročila, in prvič zapišeš na papir in s tem v času, ko se vse zelo hitro preminja, jih verjetno obraniš pred pozabo. Skratka, lahko bi še naštevala, mislim, da je čas, da preideva kar k najnem pogovoru. In jaz bi začela kar nekako, če se preseliva nazaj v času, in bi te vprašala, kako se je zgodilo, da ti je pravzaprav življenje pripeljalo do odločitve, da greš v Indijo, in sicer na pot, ki predpostavljam, da ni predvidevala vrnitve. Ja, jaz sem kot otrok sem si zelo želela izobrazbe. To je bila ena stvar, druga stvar je pa bila, da sem bila rojena kot katoličanka in sem tudi to vero gojila tako doma pri starših in tudi v cerkvi. V šoli seveda ne, ker je bil drugačen sistem, ampak mislim, to je bil moj začetek. Sem rekla, jaz se hočem izobraziti, da bom pol vedela, kdo ima prav, moji starši ali pa šola. Sem hotela to ugotoviti. Tako da sem prišla jaz v gimnazijo iz osnovne šole in takrat ni šel vsak v gimnazijo, ampak samo tisti, ki so naredili izpite, sprejemne izpite. Tako da sem jaz izpite naredila, seveda je bil mogoče v proti, ker mislim, takrat se je odpirala Mura v Prekmurju in vsa dekleta so šla tja in najprej denar je bil zelo važen. No, potem sem izbrala jaz izobrazbo in sem končala gimnazijo, potem pa še višjo, isto kot je bila še višja ekonomska Vekš v Mariboru. In tudi tako je dobila službo in ko sem bila stara 22 let, sem nekako rekla, zdaj pa deklica, da pa izbiraj, ali se poročiš ali pa kaj drugega narediš. In v tem času sem spoznala, sem dobila informacije, da v Španiji obstaja ena družba žensk, ki grejo v misijone, ampak grejo kot v civilu, ne grejo v tisti uniformi, ker jaz nisem marala uniform. Tako da sem bolj jaz zaslužila toliko denarja, da sem se lahko plačala pot in se podala na pot v Španijo, kjer sem se naučila pač španščine in se tudi pripravila na misijone. Seveda, to je bil zame šok. Ko sem rekla v Španiji, da se na misijone treba pripraviti. Jaz sem kaj se pripravila, mi vse znamo, ne, Evropejci, imam izobrazbo in to. In sem rekla, ne, treba se nekako pripraviti na tvoj odnos do njih, kako se boš ti do njih vedela, kako jih boš sprejela. No in to je bil tudi čas drugega Vatikanskega koncila. Mislim, da vsi veste, kaj je to bilo. To je, boš ti razložila? Boš kar ti. To je vsekakor prelom, ne? Mislim, da je bila prelomnica v cerkvi, ko je cerkva sklenila, da se je treba približati ljudem in da pač posodobiti in nekako zaživeti z ljudmi. To je bilo 62. leta, je bil prvi, drugi je bil 64. In takrat so nas spodbudili, da naj gremo med ljudmi in naj živimo tako kot ljudje. Še posebej nam misionarjem so dali to svobodo, da smo šli na vasi in da smo šli med reveže, ker takrat nune niso šle med reveže. Pa tudi duhovniki ne, so bili nekako zaščiteni s tistimi, kaj bi rekli, samostanskimi zidovi. In se niso, ne bi se smeli nekako mešati z ljudmi, da se ne bi verjetno pokvarjali. Pa nekako. Ja, ker v 70-ih letih
recimo takrat Indija ni več sprejemala tujih misionarjev, ne? Mene zanima, kako to, da so tebe sprejeli? Jaz sem bila doma iz Jugoslavije, ki je skupaj z Indijo ustanovila gibanje Nevrščanih. Tam je bil naštito, tam je bil indijski Nero in potem Indira Gandhi, njegova hčerka. No in je predstojnica naše družbe rekla, čuj, mogoče boš pa ti si Jugoslovanka, lahko dobila vizo za Indijo, ker drugih ne pustijo. Jaz sem zaprosila, takrat sem bila že v ZDA-ju, da bi se naučila angleščine. Moj namen je bil iti na Japonsko, ki se mi najbolj dopala, je bila najbolj daleč in tako. Se je imeli najbolj težki jezik, se mi del. No in potem sem rekla, dobro, pa grem v Indijo. In to je bil res pravi božji dar za me. Ja. Se pravi, si hotela ići najbolj možno daleč. Čeprav Indija pa Japonska, to sta zelo različni kulturi. Si bila da na Japonskem? Ne. Še pride? Ne vem. Kot pravi v Indiji po inkarnaciji, po reinkarnaciji, ne vem, nimam želje. Dejansko nimam želje, ker je Indija dala toliko vsega, da imam dovolj. Daj nam mogoče še malo več povej o tem klicu misionarja. Kaj to zares pomeni? Kako si ga ti razbrala kot klic? Ker si rekla, da si imela pravzaprav dovolj polno življenje tukaj v Sloveniji, preden si se odločila, da greš daleč od doma. Če sploh lahko o tem govorimo. To je malo težko razložiti, to ni nič posebnega, po mojem. Jaz sem pač normalno živela, imela normalno vero v Boga, da Bog obstaja, zdaj je obstajal. In potem sem rekla, kaj pa zdaj ne naredim. In nekako narediš neko bilanco, je rekla to in to. In pol rečeš, ja. Več ko sem vedela o tej kongregaciji v Španiji, ki se je imenovala misionarke Jezusa Kristusa, sem rekla, to se ne dopade, to ime, ta naziv, pa tu je nekaj zame. No in potem sem rekla, to je božji klic in grem. Sem rekla, jaz grem, ker se počutim nekako močna, da ga uresničim. In še da zdaj vem, kako težko je bila tako. Pozneje. In tvoje prve srečanje z Indijo, ker Indija je zelo človek rekel, Mislim, intenzivna dežela. Jaz vedno mislim, da ko je človek mlad, je vse lepo. Vse je svetlo, vse je zvezdno, vse je lepo. Indija, mislim, najprej je bilo tisto tropsko podnebje, ki je bilo za nas težko, vročina, potem pa prah, potem je bila tisti njihov smisel za čistočo, ali kaj ga rekli? Čistočo, pomanjkanje čistoče. Oni imajo to, in mislim, to je bil drugi svet, bi jaz rekla, ker so oni drugače mislili. To so bili, mislim, Indija živi, boš tudi lahko rekla, kaj se tebi zdi. Ja, jaz dalj časa, ko preživim v Indiji, več imam vprašanj in manj nekih jasnih odgovorov. Vsekakor človeka nekako sooči sam s sabo na način, ki se ne more soočiti recimo v tem našem udobnem in lagodnem evropskem, zahodnoevropskem, kakokoli življenju. No, mene so presenetile množice na ulicah, me je presenetil hrup, mislim, Indijci so tako hrupni, ne? Potem, kaj še, ampak jaz sem imela nekako jasno pot, jaz sem bila v sklopu ene organizacije, ki mi je rekla, da se pa nauči, najprej se boš učila gučaračščine, potem boš pa delala. Mi smo imeli, naša družba je imela veliko šolo v mestu Račutu, kjer so bila samo bogata dekleta. In to je bilo takrat, ravno ko nas je cerkev pozivala, da ne gremo med reveže, ne pustimo velike šole drugim. In ne gremo mi, ki smo res pustili vse na podeželje in ne gremo med ljudi, ki jih še ne poznamo. Tako da sem jaz potem začela učiti gučaračščine. In tu si se pravzaprav, ti si vpisala študij gučaratske književnosti in jezika, ne? Kaj je pomenilo to, 3-4 leta intenzivnega študija? Najprej se nisem, jaz sem se najprej spisala za en 10-mesečni tečaj gučaratščine. To je kar precej bogat jezik, zelo podoben begalščini. Imamo druge črke, malo so drugačne, ampak besede so zelo podobne, besedni zaklad. In sem se učila, ampak medtem so me poklicali na policijo,
na zaslišanje in sem rekla, kaj sem jaz naredila. In niso mi povedali, kaj sem naredila, ampak so rekli, da sem v trenutku, da me vržejo iz Indije. In nisem nič razumela, sem šla pol jaz k našemu škofu in rekla, čujte, gospod škof, to se mi dogaja, kaj pa zdaj? No, pol je on bil dober diplomatik, on se je znal pogajati z vlado in tako naprej, do Indijec. In je rekel, veš kaj, ti boš pa zdaj nekaj naredila, česar še drugi niso. Boš šla na univerzo in se boš učila bolščakskega jezika in boš imela diplomo in enkrat, ko imaš diplomo v njihovem jeziku, ti nič ne morejo. Zaradi tega sem šla jaz pol na univerzo. Najprej sem tako zelo nerada, ker je delala, tega sem bila že stara koliko, 27-28 let. Jaz bi delala, mislim, ko sem mlad nekaj delala, in pa se tam učiš čiste abecede in tako. Ampak vseeno sem šla, ampak Takrat nisi vedela, da boš postala pisateljica v guđaratskem jeziku, ne? Ne, pa mi je rekel en profesor, da pišem zelo dobre spise, sem dobre spise pisala in tudi, ko smo imeli en predmet, ki je bil unseen, to se pravi, nisi vedel, kaj dobiš, mislim, kakšno vprašanje dobiš. In se dobil recimo en članek, ki se ga moram, dolg članek, ki se ga moram strniti v 3-4 stavke in pa 4 stavke, od drugega sem mogla spet razširiti in po 20 strani. Imeli so zelo težki način izpitov, mislim, da je bil to angleški sistem, vse so pisali. Ampak se moral pisati čim več, mislim, ne vem koliko papirjev. Tako da tistega jaz nisem mogla, ker sem je delal, mislim, dejansko sem delal neumno, ampak sem vseeno pač že tam dokazala, da lahko pišem. Ampak ko si mlad in vidiš toliko, mislim, ko sem šla jaz na deželo in si videla tiste ljudi v takih potrebah, v takih okoliščinah, mislim, da ni bilo vode, da ni bilo cest, ni bilo elektrike, ni bilo hrane. Takrat praviš, kaj boš pisal? Delaj. Tako da sem jaz pot začela se ženskami spoznavati in sem šla od vasi do vasi in sem pač začela, sem vprašala, če hoče iz mene delati. Najprej so se me bali, ker so se bali, sem bila drugačna. Bela sem bila. Zdaj sem imela rumene lase in taka nekaj blondna, sem bila rekla, gleda ženska, v teh letih pa je že siva. Tako da mislim, toliko stvari je tam, ki so drugačne, da res moraš imeti nekaj vrste, kaj bi rekla, samozavest, da vse preslišiš in samo slišiš tisto, kar hočeš. Potem so me posprejela, čez nekaj let so me posprejela, ker so rekla tako. Tudi drugi, med njimi so bili trgovci, posebno še muslimani, so prišli sem kot ti, z eno torbo. In zdaj, ko so nam dali posila, je še polovica naših knjig njihovih. Tako da ne vem, mislim, najprej te moram nekako preštudirati, zakaj si prišla. Tako je bilo. In tvoj pristop k svojemu delu, nekje si napisala v enem eseju, da ti si pravzaprav si želela delati s staroselkami, da si hodila z njimi. In kaj pravzaprav pomeni ta hoditi z njimi? Bolj konkretno. No, malo hočem povedati, da pred tem Vatikanskim koncilom so vsi misionarji delali enako, zelo pokroviteljsko, tako kot so Angleži nekako delali z Indijci. So prišli v Indijo, še zdaj mi pravijo. So prišli v Indijo in so rekli, so uvedli svojo angleško strukturo, ki sploh ni pasala tam, in tudi angleški jezik. No, in to je bil nekaj vrste pokroviteljski, kolonizatorski način, zaradi česa je potem vlada sklenila, da ne bo več sprejemala tujih misionarjev. Ja, ta negativni prizvok, ki ga ima misionarstvo, ravno zato, ker se ga povezuje z imperializmom in kolonializmom. Mogoče treba povedati, da tvoje misionarsko delo ni vključevalo pokristjanjevanja, evangelizacije. No, mislim, začetku človek sploh ne ve, kaj bo delal, ker moraš videti situacijo, ki si in nekako preštudirati. Dosti sem se družila z indijskimi socialnimi delavkami v Indiji, mislim, in ženskami, ki so vodile žensko gibanje, mislim. Takrat, nekako v 80-ih letih, se je nekako Indija še posebej odločila zganila in so se vsi zbirali ženske, moški, posebej ženske, no, ker so se pač nekako zavedle, da je treba nekaj spremeniti.
Ko sem prišla jaz tja, so bile ženske zelo, to sem jaz ugotovila, najprej prestrašene, so se ne zbale, potem so pa bile zelo pod kontrol moških. In kako to vidimo, one so imele tiste, one so morale moškim tudi na zunaj kazati recimo spoštovanje. In to je pomenilo, da ko je prišla v družbo moškega, se mu je morala nekako zakriti, no, ti si dobila, ne? Se zakrila glave, se glavo zakrila s tem enim koncem sarija, tako, da so pa tako gledali nekako. In ko se je zakrila obraz, tudi nismo ne govoriti. Mislim, s tem je ona. In ko smo imeli en tečaj in sem rekla, kako pa moške spoštujejo ženske. So rekli, kako neumno vprašanje, moškima ženske ni treba spoštovati. No in tako je, potem smo se začeli pogovarjati. In v pogovoru smo prišli do tega, kaj oni hočejo in kaj oni rabijo. Tako da sem šla z njimi počasi, tako kot so oni hoteli in smo delali tisto, kar so oni sklenili, da se dela. In je bil čas, ko sem imela 2000 žensk, nekako, kako bi rekla, sem bila v stiku z mnogimi ženskami in smo začeli, nekako smo zaprosili za projekte. Država je pa imela denar za nerazvite staroselce, ki pa nikoli ni prišel do njih, ker oni niso vedeli za to in niso bili pismeni. Ja. Tako da mi smo tako smo šli skupaj s temi projektami in ko so enkrat ženske dobile nekaj denarja. Imeli smo zelo preprosto projekte, recimo one so hotele vodnjake, radili so vodo. Potem so hotele živino. So bile vse kmetice, so hotele koze, so hotele kokoši, so hotele krave, smo potem organizirali mlečno zadrugo in najnazadnje smo rekli, da se bomo pa naučile pisati. Tako da so se začele učiti pisanja in takrat so meni rekli, veš kaj, mi ne bomo uporabljali teh učbenikov naših otrok, kaj si pa misliš, pa nismo mamice, nismo odrasle, oni pa nismo enake otrokom, ne, oni so naši otroci. Tako da so rekli, veš kaj, ti nam boš napisala nekaj zgodb, ti lahko prepoveduješ. In potem smo začeli tako, kot je to nekako, takrat se je dosti govorilo o pedagogiji tega Pablo Freire. Ja, se hodila reči, ker sem govorila o socialnem delu, da verjetno je to inspiracija. Je naredil dosti v Južni Ameriki. In smo bolj rekli, dobro, se bomo zbrali, zvečer smo imeli tisti pouk za ženske moške, so jih pripeljali do tja, so jih pospremili. In lahko je prišla samo ženska, ki je moški dal dovoljenje, da se lahko udeleži tega in tega srečanja. In mu je tudi obljubila, da bo nekaj materialnega prinesla od tistega. Tako da je to bila neka pogodba med možem in ženo, da so lahko prišle. Tako je bilo to. Mi imamo na sporedu tudi en kratek dokumentarni film, ki nam bo zelo nazorno in vizualno tudi prikazal delo in življenje Marije Sreš z ženskami imena Dunga Rasije. Kako povedi, da so tega naredil RTV Slovenija, mislim, Ja, 2004 je bil prikazan v okviru programa Sveto in svet in sicer ga je naredil RTV Slovenija, 13-14 minuten film. Ponos, dostojanstvo, spoštovanje, svoboda, ljubezen so tiste besede, ki jih nosi v srcu vsako dekle. Vsaka žena iz plemena Dungri Garcia. Indijske staroselke v deželi Samarkanda v zvezni državi Gujarat se že desetletja borijo proti različnim krivicam. Po eni strani plemenske navade ženskam jemljejo človeško dostojanstvo. Po drugi strani pa hindujska večina nad staroselci izvaja kastno diskriminacijo.
ženska kot samostojni pravni subjekt obstaja samo v razmerju do moškega. To pomeni v odnosu hči-oče, žena-mož, vdova-sin. V tej ureditvi tudi nima pravice do dedovanja, kar pomeni, da je njena socialna varnost po smrti moža v rokah sinov. To je verjetno tudi eden od glavnih razlogov za veliko rodnost med staroselci in nasploh med revnimi sloji indijske družbe. Tudi prostitucija je velikokrat eden od načinov, kako preživeti družino in sebe. Staroselska družba zahteva od ženske veliko fizičnega dela. Že majhne deklice morajo skrbeti za gospodinjstvo, nositi vodo, delati na polju, medtem ko se dečki njihovih let še igrajo. Zunanje znamenje, da je ženska podrejena moškemu, pa je obraz pokrit s posebno ruto, lajem. Nasplošno je ženska vrednotena predvsem po delu in barvi kože. Svetlejša, ko je, več je vredna. Vsaka ženska pa ima svojo zgodbo in svoje življenje. Včasih srečno, včasih težko. Kaviben je danes stara 60 let. Poročila se je 15-letna in rodila 2 hčeri in 2 sina. Po 10 letih lepega zakona pa je umrl mož, imel je tuberkulozo. પણ ગામના પાંચે દાણા હતા લાગી એટલા કરી ખવડાવતી ખારું દુખું કોકની સુતે તસે સીતેરા 5 વર્ષ લગન ખુરટ્યો એટલે વર્ષે મારા સાસરાએ એવું કીધું કે એક બાર ગામને ભાઈ લાવી આલા ઘરો મારા દીકરા માટે દીકરો મરી ગયા એટલે દીકરા એને લાવી આલા તારે 4 છોકરાનું તારે ગુજરાન ચલાવશે. Čeprav moža ni sama izbrala, ga je postopoma vzljubila. Šangar se je ukvarjal s preprodajo volov. Tako je družina zaslužila nekaj dodatnega denarja, s katerim sta izšolala 6 otrok. V drugem zakonu sta se namreč rodila še 2 sinova. Kaviben zaradi svoje pokončnosti in vztrajnosti danes uživa spoštovanje med ljudmi. Kot prva ženska je postala član vaškega odbora Pančajata. લોકો ગામના માને કે પશુ આને એનું ખાતી નહીં તેનું ચોરી નહીં કરે તેનું પૈસો નહીં કે તેનો પૈસો મારા પેટમાં ખાવાય નહીં એટલે બધું લોકો માની શકે છે કાલે સારી છે. Tudi Ašaben se je poročila mlada. Z možem sta si ustvarila lepo družino. Rodile so se ima 3 hčere in 1 sin. Mož je delal na železnici in zaslužil dovolj denarja, da sta prvi 2 hčerki lahko nadaljevali šolanje. Toda lansko leto so mestne oblasti moža zaprle in ga obtožile umora svojega brata. Ašaben je naenkrat ostala brez vsake pomoči. ભણવાનું એક છોકરીને ભણવાનું ગમ્યું 12મું પાસ થઈ ગઈ પણ એ આગળ નહીં ભણી શકી અને એક બીજી 9મામાં છે 8મામાં છે પણ રડ્યા જ કરે મમ્મી મારે ભણવાનું છે. છોકરાઓ જોઈને એમ કહે છે કે મમ્મી મારે ભણવું છે તો હું હવે કંઈ જવાબદારી બહુ આવી પડી છે. પછી બધા છોડી ઘરમાં મારા પપ્પાને બહુ ઈચ્છા હતી કે છોકરી ડૉક્ટર બને એન્જિનિયર બનવું હતું મારે ઈચ્છા પૂરી નહીં થઈ એટલે બહુ ખર્ચ થઈ ગયો છોકરી પછી એટલે પછી પૈસા કાઢવાનું કોઈ નહીં પછી પીટીસીમાં લઈ લીધું છે અને આ કોઈ વર્ષ ચાલે છે. Poleg tega, da družina nima denarja, se srečuje še s strahom pred zaslišanji. આ બધા ખોટી રીતે નામો આપ્યા છે એટલે શું થશે પૈસા આપે પણ છોકરીઓ પર નજર બગાડે એમ કરી કોઈ પૈસા આપે એટલે લોકો તમારે જોઈએ છે પૈસા આમ જોઈએ છે કરીને આપવા ભાવ દેખાય કોઈ પૈસા નથી ગમે તેને ચંદ્રી લોકો પૈસા નથી. Ašaben tudi ne more računati na kakršnokoli državno pomoč. Nasploh so staroselci zapostavljeni strani hindujske večine. Tudi če dekleta dokončajo šolanje in država navadno ne omogoči prave zaposlitve ali ga delajo za malo denarja. Surja Ben je stara 22 let in je končala univerzo za socialno delo. Zaposlila se je pri nevladni organizaciji, ki dela s daliti in staroselci, toda za svojo izobrazbo je plačana zelo slabo. અત્યારે તો એ પરિસ્થિતિમાં છું કે નથી ઘરની નથી ગાડીની જે ડિગ્રીઓ લીધી છે એ ડિગ્રી પ્રમાણે
કે નહીં તો બીજી બાજુ કે હું ત્યાંથી સર્કલ આવીને આગળ બીજું જોબ પણ કરી શકતી નથી. અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં છું. એટલે આમ તો મારા માટે દુઃખજનક જ વાત છે જે મેં ડિગ્રી લીધું મહત્વ આજે મને હજી સમજાતું નથી. Leta 2002 je bila ustanovljena organizacija za napredek žena, Pragati Mahila Mandal. Prve temelje tega gibanja je skupaj s sestrami postavila Slovenka, sestra Marija Srež. In sicer sredi 70-ih let, ko je kot misionarka prišla v Indijo in nato v zvezno državo Gujarat. Prvi cilj ženskega gibanja je bil odgovoriti na težave, s katerimi se ženska srečuje vsak dan. Namen naše organizacije je ta, da se žensko spoštuje. Prvič je to sem imela je že ta namen od začetka, da ženska je tudi oseba, ki ima svoje dostojanstvo. In da se ona tega zaveda, da tudi jo drugi spoštujejo zaradi tega, ker je oseba, ne zato, ker je naredila to in to. In moje izkustvo je to, da za dosego te samozavesti in te zavesti, tako pri ženski kot pri moški, je to, da je ženska ekonomsko neodvisna. Organizacija za napredek žena že več let prireja različne tečaje, na katerih žene in dekleta spoznavajo posamezne obrti, s katerimi bi lahko zaslužile nekaj denarja. Zemlja staroselcev je namreč zelo odvisna od monsunskega dežja in zgodi se, da zaradi suše družine ostanejo brez hrane. Prek različnih socialnih dejavnosti pa dekleta in žene lahko nekaj zaslužijo tudi doma. V skoraj 30 letih je organizacija izpeljala kar nekaj konkretnih projektov. Ker je v deželi veliko pomanjkanje vode, so najprej po vaseh izkopali vodnjake in v zadnjih letih naredili tudi nekaj namakalnih naprav. Ustanovili so kmetijske zadruge, kjer so lahko prodajali svoje izdelke. Organizirali pa so tudi različne tečaje. Trenutno je v mestih veliko povpraševanje po ročno vezenih izdelkih in vse, kar staroselke naredijo, brez težav tudi prodajo. Toda tudi pri ženskem gibanju od začetka ni šlo brez težav. Predvsem moški so bili do organizacije nezaupljivi. મારો પોતાનો અનુભવ કહું તો હું એકવાર બહેનોને હિંમતનગર માર્ગા તાલીમમાં લઈને ગયેલી. લગભગ 35 જેટલી બહેનો હતી. તો ફક્ત અમે બહેનો જ હતી, કોઈ પણ પુરુષ ન હતો. તો પણ ગામ લોકો અમને એવું કહે કે એ તો કંઈક ધંધો કરવા માટે છેડા પર લઈ જઈને પડી ગયા છે. એટલે આ બહેનો કંઈ સારું શીખવા માટે નથી ગયા, પણ કંઈ ધંધા માટે ગયા છે. અત્યારે હું જે કામ કર્યું છે એમાં પણ ઘણા ગામ લોકો એવું કહે છે કે એ કામ શું કરે છે, એ તો ધતિંગ કરે છે. Kljub vsem težavam in nasprotovanju teče delo naprej. Iz skupnega sklada pomagajo dekletom pri izobraževanju in kasneje pri iskanju zaposlitve. Nekaj pa dobijo tudi družine, ki živijo na robu lakote. પ્રગતિ મહિલા મંડળ તરફથી તો મને કંઈક કામ મળે અને બહેનો મારી જોડે શીખું અને હું બહેનો જોડે શીખું અને આગળ વધે એ જ. Induben Katara meni, da je položaj žensk mogoče izboljšati z odkritim pogovorom med možem in ženo, v katerem bi mož spoštoval drugačno ženske. Sama ima iz svoje družine dobro izkušnjo, ker jo mož živavaj spoštuje in pri delu tudi pomaga. Induben zato verjame, da je takšno spoštovanje mogoče doseči tudi v drugih družinah. મારું માનવું એમ છે કે અમે જે કંઈ કામ કરીએ છીએ એનો પુરુષનો સાથ તો જરૂર જ છે અમને. પુરુષ સાથ આપે, એમને ભૂલ છે તો પુરુષ કહી શકે છે
પરંતુ અમને જેટલો સાથ આપશે અને અમને અમારા કામમાં કદાચ અમને કદું ખોટું થતું હોય તો સુધારી આપશે અને એમના અમારી સાથે આવશે તો ખરેખર અમે એ રીતે કદાચ પાછા પડી શકીએ, અમારી પ્રગતિમાં આગળ રહી શકીએ. પણ હંમેશા અમારે પુરુષનો તો સાથ જોઈએ જ. Ženske iz plemena Dumri Garcia so v 30 letih uspele ponovno pridobiti samospoštovanje in dostojanstvo. Težave in ovire, ki jih še čakajo v prihodnosti, zanje niso več nepremagljive. Prepričane so namreč, da jih na njihovi poti nič več ne more zaustaviti. Jaz to, kar imam, to jaz predajam naprej. To. Če nimaš te Božje milosti v sebi, če nimaš Božjega duha v sebi, če nimaš dejavne ljubezni in če nimaš neke drže, da se potrudiš, da odpustiš, da sprejmeš, potem tudi nimaš kaj naprej dati. In jaz pravim, jaz jim dajem naprej to, kar imam, kar sem, dejansko kar sem. In tako potem jaz mislim se vrši nekako, ena oseba se drži teh vrednot, druga oseba sprejme te vrednote, jaz dam naprej, kar imam in potem one to dajajo naprej in tako se nekako ustvarja občestvo. Jaz verjamem zelo v živo občestvo. Nekako, ljudje, to so Božje občestvo. Kakšna so tvoja občutenja ob tem, ko po tolikih letih vidiš svoje ženske na platnu? Mislim, imam jih rada še zdaj. Ja, nekaj se Lepo je bilo z njimi, zanimivo je bilo. Dosti sem se odučila od tega, kar sem znala, in dosti sem se naučila. Kaj si se pa morala odučiti? Odučiti sem se morala gledati na uro. Potem skrajševati srečanja, ker one, ko sem enkrat prišla, se ni mudilo domov. Potem nekako imeti glavno besedo. Sem morala iti nekako v, kaj se pravi temu, da so one... Povleči se nazaj. Ja, pomagam, ja. Povlekla se nazaj. Ja, sem se morala povleči nazaj, da so potem one res verjele, ker so to tudi naredile, da so vse to one naredile. Sem bila jaz tam samo tako kot neka prijateljica, kot neka mentorica. One so pa uspele vse to izvesti. Je bilo težko včasih? Včasih je bilo težko, ker so moški so nam vedno govorili, da ženske nič ne vemo. Avertonati, to je bila stalna beseda. Ko sem ženske kaj vprašala, ne vem. Imeli so tako majhno zavest, sem rekla, da mislim, da sem se včasih res njih, ne da sem se razjezila, pa sem rekla, pa ne moram verjeti, da nič ne veš, da vej, da popuha in to. S tem je bilo treba, mislim, dosti se s njimi pogovarjati, da so končno verjeli, da so ljudje. Ker Manu Pai, njihov velik filozof pravi, da, mislim, to je pa hindujska filozofija, da še ženska ni človek, je samo človek, oseba v odnosu do, najprej je hčerka, do očeta, potem je žena do moža in potem je kot vdova do sina. Ampak mislim, ja. In kako so moški potem s časom, oziroma na začetku ali pa potem s časom sprejemali tvoje pobude? Tudi na zadnje si ustvarila neko malo revolucijo, se mi zdi. Mislim, z moškimi sem imela, nisem imela nikoli konkretnih težav, ampak sem jih zelo zmedla. In so pol bežali k našemu župniku in so me tožili, da govorim to in to in to. In pol je naš župnik je bil tudi jezuit, je malo bolj je malo širše videl na življenje, bil je iz Bombeja in je rekel, veste kaj, 50% žensk in 50% moško, to smo si vsi enaki.
tako da kar Marija dela, je v vaše dobro. No, in to se vedno dogaja in to nas ženske jedi, ne, ko verjamemo bolj moškim kot pa ženskim. Tu sem se včasih jedila, zakaj nisem ne verjamem, ampak so bile tolikokrat pa je že, kako se pravi, temu preslepljene, da so morale vse preveriti. In glavna stvar je bila to, da ko so začele enkrat se zavedati, da so ženske, ko so začele pisati, mislim, najbolj sem bila presenečena, sem jih učila tudi pisave, ker sem se naučila njihove abecede in tako naprej. In vem, da je bilo eno dekle, Bebli, imeli smo tablice, nismo imeli še papirja. In je ona napisala, lahko za mano, Bebli. In se je usedla in gledala. Pa zašla k nekaj, kaj delaš? Bebli. In pol je rekla, prvič sem napisala svoje ime. Si lahko predstavljate, kakva sreča. Mislim, so take majhne radosti, mislim, za nje, ampak za me so bile to take radosti, da sem rekla, mislim, to nekaj vrste, to me je res dajalo energijo in veselje in uživala sem v tem. Ja. No in potem si začela pisati njihove zgodbe, ki si jih potem objavila v prvi knjigi in na koncu je prišla ta neverjetna nagrada z Gujaratske akademije za književnost in umetnost. Kako je do te nagrade prišlo, oziroma kakšna je bila pot tukaj, kako si jo ti dojemala? Mislim, jaz sem delala zato, ker sem rada delala, nisem se nikoli pričakovala, da bi mene Indija nagradila, ker nisem še za to tja. Sem še zato, da bi se dajala. Mi smo bili tako poučeni, da greš tja, da daješ svoje življenje za drugo in da se učiš od njih in da jih spoštuješ. Mislim, da je to zelo velika beseda spoštovanje. Da greš v drugi kraj in ljudi spoštuješ. Ne moreš jih imeti rad, lahko moraš jih pa spoštovati. Mislim, to je osnovno, no. In, ja. Jaz mislim, da je čas, da slišimo prvo odlomek iz prve zgodbe, oziroma ene od zgodb iz tvoje najnovejše knjige Pod krošnjo stare Adane. In na tem mestu bi se rada zahvalila Aljažu Kovaču, ki je tako na kratko v Sloveniji vseeno z veseljem sprejel to veličastno nalogo in da bo posodil svoj globok radijski glas. Takole se začne. Mogoče poveš, Ana, kaj berela, katera vam? To je iz zgodbe z naslovom Gospa zdravnica, najprej pozdravite sebe. Svojega očeta sem oboževala. Hotela sem biti zdravnica kot on. Oče je bil srečen, da sem izbrala medicino in bil je presrečen, ko sem več študij odlikovala. Vse je načrtoval zame, vključno s poroko. Hariš je bil sposoben in dober ginekolog in moj oče ga je imel rad. Tako se je počasi izoblikovala zamisel, da me, svojo edino hčer, poroči z njim. Zgradil je bolnišnico in je tudi sam vodil, vendar je razmišljal tudi o nasledniku, o nekom iz družine. Pa ni mislil name, kajti ženske ne morejo biti na odgovornem položaju. Kaj takega je bilo za očeta nepredstavljivo. Ampak na nekoga, s katerim se bom poročila in ga pripeljala v družinsko podjetje. Tako mu nisem mogla ogovarjati, ko je predlagal, naj se poročim s Harišem, čeprav bodoči mož ni bil čisto iz naše kaste. In če sta že oče in mati prihajali iz različnih kast in bila srečna v zakonu, zakaj ne bi bila tudi jaz? Soglašala sem s predlogom. A bila sem naivna, Marija, o Bog, kako naivna sem bila. Kako malo sem vedela o drugih moških in ženskah. Pomisli, kako so me vzgajali. Princeska v utrjenem slonokoščenem stolpu. Že mogoče, da sem bila pametna, vendar z veliko premalo družabnih slikov. Ko sem odraščala, nisem imela nobenega fanta, tako nisem vedela, kakšni so moški. Tudi prijateljic ni bilo, tako da nisem imela pojma, kakšen je svet upravljanja, spletki in nevoščljivosti, v katerem se vrtijo vse mlade ženske. Šlo je za dogovorjeno poroko, kakršno nam nalagajo naši hinduski običaji. To naj bi pomenilo vnaprej dogovorjeno življenje, varno in udobno. Ampak kakšen šok sem doživela. Mislim, da je bila najna prva skupna noč, morda druga. Že res, da sem bila ginekologinja na kliniki, v posteli pa sem bila devica, zelo živčna, sramežljiva in polna zavora. Hariš je pokazal nezadovoljstvo, kar me je potisnilo v še večjo stisko. Potem me je primerjal svojo ljubico in luske so mi padle z oči. Hariš, moj izvoljen mož, je že 3 ali 4 leta živel z drugo žensko.
Niste bila uradno zaročena, da ste si bila na razpolago že zato, ker ste bila iz iste kaste. Ampak Hariš je bil tudi stremuh. Ponudba mojega očeta je pomenila status, premoženje in moč. Vse, po čemer je hlepel že toliko let. Pa še lastna bolnišnica, zakaj pa ne? Kaj potem, če je pogodba vključevala poroko s šefom hčerko? Hariš je bil odločen, da bo sedel na 2 stolih, kot pravi lik. Obdržal bo zvezo svojo prijateljico, kljub poroki. Vedel je, da me bo preveč sram, da bi razdrla zakon. To je bil trdnov začetek mojega zakonskega življenja. Če bi bil Hariš potrpežljiv in razumevajoč, bi mi pomagal, da bi dobila več samozaupanja v postelji in postala strastna ljubimka. A njega to ni zanimalo. Bil je grob in nasilen, poniževal me je s stalnimi primerjavami z ljubico, za katero je govoril, koliko boljša je. Včasih me je udaril, ker nisem izpolnila njegovih pričakovanj. Izgubila sem zaupanje vase. Postala sem živčna in prestrašena. Potem, čez 1 leto, sem po božji previdnosti rodila svojega prvega otroka, deklico, Gito. To je bilo veselje za vse, zame, za starše, za sorodnike. Ne pa tudi za Hariša, ki je hotel dečka. Spolnostko del življenja je tudi del tvojih zgodb. V nekaterih tvojih zgodb govoriš tudi o ljubezni med žensko in žensko. To ne presega okvire katoliške morale. Mnogi so mi zamerili, tako v Indiji kot tukaj, da o tem pišem. Ampak jaz pišem o življenju. In pišem tisto, kar vidim in kar se dogaja. Naslednji odlomek, ja. Tistega večera sem bila nemirna, saj že nekaj mesecev nisem bila skupaj s Hans-Georgom. Na Dunaj sem prišla natančno zato, da bi se z njim dobila, a ugotovila, da ni dosegljiv. Bila sem zagrenjena in jezna, potem pa me je objela Frida, tako nežno, kot me je moja mama v otroških letih. Sprva sem bila napeta in sem se upirala, to je bila zelo potrpežljiva. Izmenjavali sva si poljube in nežnosti, potem pa počasi slekli druga drugo, ter se z užitkom in začudenjem opazovali. Kako redko ženske uživamo v opazovanju druge druge. Ponovadi želimo ugajati moškim, pogled druge ženske pa je ponovadi poln zavidanja. Toda pri nama ni bilo nobene ljubosumnosti, ne pri njej, niti pri meni, čeprav je bila skoraj 20 let starejša od mene. Začeli sva se zadovoljevati, sprva neodločno, potem pa z vedno večjo samozavestjo. Trdno sva se ovili druga okoli druge in se pripeljali do vrhunca. Spet in spet. Nikoli si ne bi mislila, da je lahko tako lepo. Najboljše od vsega je bilo, da ni bilo prisotnega prav nič strahu. Nobenega strahu pred nosečnostjo ali pred okužbo. Ko smo ležali skupaj v postelji, sem pogosto razmišljala, kako drugačni, pa spet kako podobni sta bili najni življenji. Čutila sem, da sem pri Fridi dobila čustveno podporo, ki nisem nikoli dobila od svojega očeta, ter milino in odkritost, ki sem si jo želela od svoje matere. Frida mi je povedala, da je bila Hansova prva ljubica, ko je delala za njegovo družinsko podjetje. Nikoli se nista pogovarjala o poroki, saj je bila nižjega stanu kot on. Bila je tudi preveč navezana nam, da bi sploh razmišljala o čem drugem. Hans-Georg je znal, tako kot vsi moški, predkavno manipulirati z njo, tako da je bila zaradi daril in varnosti ves čas nekoliko odvisna od njega. Tudi bil je nezvest. Ne samo tako, da se je poročil z Amelijo, ampak tudi z drugimi ženskami, za katere je izvedela kasneje, nazadnje zame. To pomanjkanje odkritosti jo je bolelo in je nazadnje napeljalo do žensk, tako da sedaj zelo redko spi z moški. Pridno stališče je bilo, ker je tudi moja mati vedela globoko v sebi, da so vsi moški v svojem jedru sebični, nezvesti in nasilni. In da se moramo ženske naučiti, kako z njimi manipulirati, če hočemo preživeti. Saj veš, njihov mali štrce, tisti mali ud, jih navdaja s tako navdutostjo, se je tega hljala, ko smo skupaj ležali v postelji. To je njihovo krmilo. Nauči se, kako ga krotiti in držati, stiskati in nadzorovati, pa boš imela v rokah celo ladnjo in lahko jo zavzameš, kadarkoli si zaželiš, se je smejala in smejala. Sebe zdaj poznam in vem, kaj ima. Na nikogar nisem bil posumljen. Ne zavidam ti na tebi, saj vem, da smo večina žensk na koncu žrtve. Tudi naučiti se moramo, kako preživeti. Poleg tebe imam še eno ljubimko, ki je ne poznaš. Imaš mene, vem pa, da imaš tudi druge. To ni promiskuiteta, to je le veščina čustvenega preživetja. Ja, še posebej čustvena.
Še lahko sekundo, da se besede uležejo, v bistvu te tako veščina čustvenega preživetja. Jaz mislim, da boste vsi danes kupili Marijine zgodbe in šli domov in prebrali do konca. Ampak Marija, ti ponekod tudi Bogu praviš ona. Lahko še kaj več poveš o svojem Bogu. Mislim, Boga se ne da opisati ali pa definirati. To je ena stvar. Bog je, se spominjam velikega duhovnega voditelja Toni de Mela, ne vem, če ste brali njegove knjige. On je rekel, lepo vas prosim, dajte Bogu toliko spoštovanja, da si ga predstavljate kot najboljši človek, najboljši moška, najboljša ženska. In jaz sem vedno čutila, da to, kar nam razlagajo moški duhovniki, da to ni cela resnica. Jaz se tam nisem našla. Tako da Bog je oboje, moški in ženska. Tako da se mora vsak tam noter najti. Noben nima nekakve poseste nad njim, da bi ga določil to, Bog je, mislim, oče je, ampak samo oče. No, mislim, to so bili, ko greš v tujino, ko greš v tujo kulturo, se upaš spraševati o določenih stvarih, ki se tukaj jaz verjetno se ne bi upala, ali pa ne bi mi bilo treba, ne bi mi prišlo na misel. Ja, zakaj pa ne ona? To so se spraševale nekatere feministične teologinje, pred približno 40 leti, kot je bila Helga Zorge, ki je rekla, ali je kje sploh religija, ki bi imela boginjo in ne Boga. Tako da zgleda, da je Marija, da si prebila pravzaprav iz lastne izkušnje to ogrado, ki je bila enospolna. Neverjetno. Nisem se tega zavedala. Človek živi po svoji vesti, tako kot ve in zna, do spoštovanja do sebe in do drugih. In potem gre se naprej po pravi poti. Tako nekako mislim, to je zame vera, mogoče tudi vera v Boga. Večkrat razmišljam o tem, ko mi sprašuje, kakšen je tvoj Bog. Ko sem bila mlajša, sem dosti večkrat imenovala Boga po imenu, no. Ampak zdaj se mi zdi, smo tako, mogoče sem tako, kot sta dva starčka, starec in starka, ki se imate zelo rada in si sploh se ima ni treba več nazivati en drugega, ampak se tako poznate, mislim. Tako da, kaj bi rekla, ne vem, tega tudi ne znam razložiti, kot sem rekla, Boga se ne da opisati. Moraš ga doživeti, moraš se z njim komunicirati, moraš se nekako čutiti, moraš se pustiti, voditi nekakvi naravni, kaj bi rekli, vesti. Mislim, tako da je prav, da druge ne žališ, da druge ne ponižuješ, da druge jim ne škodiš, ampak da si jim v korist, ampak tudi sebi. To je neki odnos med seboj, med to višjo silo, tem Bogom, ki je tam, ki je vedno tam, ki se ga vedno čuti, da se pa ga opisati vsak po svoje ve. Tako da mislim, da je veliko vernikov, vsi smo verni, ampak ker so nam vero opisali na določen način, pa Boga na določen način, so nas odrezali, niso nas vključili, da se dosti uporablja ta beseda vključitev, vključevanje, ne. To ni bilo vključeno. Tako da to je zdaj naša priložnost, da vključimo. Vsak ima to priložnost. Ja, se tudi v krščanstvu, ne, pravzaprav živimo malo nazaj, je bila vera ne toliko stvar neke dogme, ko verjete v nekaj, ampak stvar doživetja in nenazadnje ljubezni. Mislim, da angleška beseda belief izhaja iz beleven, kar pomeni ljubiti, in credo izhaja iz cordo, kar pomeni dati srce. Se pravi, isto stvar počutjenja, doživljanja. In nekje sem napisala v enem svojih esejev, da sem ti vedno želela brezpogojne ljubezni, da
Ta brezpogojna ljubezen pa od moškega iz mesa in krvi. Morda. To bojo tiste, ki so bili poročeni. Ja, mislim, da sem se vedno želela brezpogojne. Me spremljajo kot sem, da se me ni treba pretvarjati, da se me ni treba lagati, da se me ni treba opravičevati, da sem to, kar sem. In taka, kot sem dobra. Ena od tvojih junakinj v zgodbi z rahlo nagajivim naslovom Misionarski položaj pravi: zakaj je tako, da se pred vsako žensko pojavi moški, ki zapira pot? Gotovo bi to lahko brali kot feministični stavek par excellence. No, to zame ni feministični stavek, to je zame indijska kultura. To je druga kultura, ki sem jaz tam opazila. Vedno, ko je ženska nekaj htela, se je nekdo tam pojavil. Vedno so ji zablokirali pot. Dokler se nismo združile in smo rekli... Še zadnji odlomek. Zgodba z naslovom Večji od našega srca. Miran je tako črljivec je začela, tak presnet šarmer. To pa vemo, ali ne, sem ga podružila. No, tudi vi niste nobena osamljena cvetlica ljubita. Presnet je to res jasno, se ne smela. Dobro sva se ujela, morda malenkost predobro, veste. Naslonila sem nazaj in me pogledala. Seveda jasna, vsaka ženska pri 45 se želi potrdila, da je že želena. In včasih pošilja signale napačne vrste. In napačne vrste moški jih zaznajo. Takšni kot Miran. Tudi v resnici si nisem želela romance. Nisem se zato prijavila, da mu pomagam pri tistih angleških tečajih. Želela sem pomagati njegovi župniji, jasno. Nisem hodila tja, da bi se zaljubila v duhovnika v srednjih letih. Bog ve, da okoli oltarjev Margorit dovolj ministrant, ki bi želele, da bi jih kdo ščitnil v zadnice. Stara sem za to. Malo me je presenetil njen izbruh, rekla pa nisem nič. Nekaj časa so bili tiho, potem pa sem pripomnila: Miran tako deluje na ljudi. Izžareva šarm. On brez prošnje doseže, da ljudje naredijo zanj, kar želi. Ko sem ga prvič srečala pred približno 4 leti, sem kar padla na njegov robati obraz in na luknjico v njegovi bradi. Anthony Quinn smo ga klicali. Judita je nadaljevala: na začetku prvih 6 mesecev in nekaj takega je bilo vse v redu. Čeprav sem se ves čas zavedala, da med nama vlada posebna kemija. Tudi vi ste to opazili tistega večera, ko ste prišli na obisk, ali ne? Res je. Enkrat ali dvakrat me je prav osvajala, sem se mu uprla. Ampak bilo mi je neprijetno. Poskušala sem se mu izogibati, tudi Miran je bil preveč prepričan vase, preveč samozavesten, da bi poslušal. Jasno, on je razvajen otrok, to je. On je v osnovi dober človek in ima ogromne energije, s katero lahko doseže stvari, za katere bi drugi potrebovali dvakrat toliko časa. Je pameten, vedno doseže, kar hoče. To vsi cenijo. Toda, če tega ne dobi, gori je tebi. Nekaj je narobe z njim. Ne vem, kaj. Srednila je svoj kakav in pomočala za trenutek. Prevzela sem skrb za jezikovne tečaje, ki so postajali vedno popularnejši. Potem pa se je Miran začel spogledovati z menoj in ko sem mu nisem udala, je izgubil živce in postal žaljiv in brezčuten. In s tem se nisem znala soočiti. Mislim, nisem se hotela s tem ukvarjati. Imela sem svoje življenje in želela sem biti spoštovana. Koliko je vredna ženska, ki nima svojega samospoštovanja, jasna? Vem, sem počasi odvrnila. Poglejte, jasna, ravno sem si opomogla po boleči ločitvi. Morala sem se osvoboditi. Ne morem si več privoščiti, da bi bila ranljiva. Preveč boli. Nihče več mi ne bo izkoristil. Tega ne bom dopustila. Prej sem bila žrtev v zakonu in še ena afera je bila zadnja stvar, ki sem jo potrebovala. Tega nisem več hotela. Preprosto nisem. To je žena zgodb, ki črpa iz naše realnosti tukaj. Kako težko se je bilo vrniti v Slovenijo? Zelo težko. Mislim, fizično človek pride, ampak umsko, emocionalno, jaz sem še vedno tam. In zaradi tega, pravzaprav zaradi tega sem začela pisati tudi slovenske zgodbe, da bi se od tam odtrgala, ker vem, da ni vrnitve. In je treba živeti tam, kjer si. Se pravi, danes se vračaš v Indijo samo še kot turistka. Ja. To je precej druga Indija. Tudi spoznavaš drugačno Indijo danes, ne? Ja, ker ne grem med ženske, ne grem, ker so mi vedno pripovedovali, kako jih ta druga voditeljica nekako drugače tretira.
In da kako vedno so me primerjali z drugimi. In potem sem rekla, ne grem več med nje, ker tisto, kar sem jim dala, zdaj, kar imajo, naj cenijo. Ne pa, da se vedno vračamo v preteklost, tiste je bila. Ne, tu živite in ja, tako da, s katerimi imam prijateljstvo, se pa več ne srečujemo, zato ker tudi je že mnogo let minilo, nekatere so že umrle, tiste moje sodelavke. Ona knjiga je zanimiva, to sem mi pozabila prinesti, Domačin, kjer je moje srce. Tam je 20 zgodb in tam so resnične zgodbe mojih sodelavk, staroselk. Tisto so zelo preproste zgodbe, preprosti stil. Izdala jo je Mohorjeva, mislim, da je že razprodana, ampak tiste so bile moje, mislim, tisti ožji krok v začetku. Ja, ko si šla v Indijo, si rekla, da si zapisala, da si bila takrat polno idealizma. Ja. Dobi idealizem z leti, drugačne barve, drugačne razsežnosti, pa ne samo idealizem, tudi druge reči, kako praviš nekje, ženske se z leti spreminjamo. Kako je s tvojim idealizmom danes? Šla sem zato, ker sem bila idealistična in sem tam ostala tudi zato, ker sem bila realistična. Tako da človek mora biti oboje. Jaz mislim, da je zdaj čas, da mogoče povabimo še vas, da vprašate Marijo kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem, o čem smo se že pogovarjali, ali pa s čim drugim. To je idealna priložnost. Potem bomo še podpisovali knjige, tako da vem, da moramo v 20 minutah nekje zapustiti ta prostor, tako da zdaj je priložnost edinstvena. Jaz bi najprej se obema zahvalila za ta čudovit večer, ki je tako navdihujoč, da malo na jok, mislim, da ga bomo slišali dolgo nosili sabo, predvsem globok poklon Marija vam in vaši srčnosti, življenjski poti in hvala tebi, Ana, ker si se tako lepo pripravila in pripeljala Marijo. Prej vas je Ana vprašala, kaj so tiste stvari, ki ste se jih morali odučiti, ste pa rekli tudi, da ste se ogromno naučili od teh žensk. Se da to sploh strniti? Kaj so vas naučile? Naučili so me, da je življenje zelo, zelo preprosto, ampak obenem zelo kompleksno, zapletene. Tako da moram računati na vse. Naučili so me, da je življenje dar. Ker one so bile tako revne, da so živele iz dneva v dan, ampak so rekli, kljub temu, lepo je živeti. Tam nisem moral. Mislim, to, da je življenje dar. Potem so vedno rekli, pustite projekte. Pustite denar. Jaz sem vedno rekla, morate se nekaj zaslužiti. Ne, odnosi, to so važni. Potem vključevanje vseh, to je važno. Nas, moški, ker so poznaje tudi moški prihajali, da brali se, vklopili našo to skupino. Mislim, to je največ, kar so me naučile. In da se je treba vedno, da se človek lahko vedno preživi. Zato je bila ta prva knjiga v angleščini, si mi dal naslov To survive in to prevail pomeni živeti in ostati. Tako nekako. Ja. One so rekle, da se lahko vedno preživi in to z veseljem, to z ljubeznijo. One so bile vedno, vse ste videli, kako so vesele, kako plešajo. Mislim, one so polne življenje. Ja, mislim to. Da je življenje lepo. Ja. Oprostite, jaz sem glede Indije čist nevedna, ampak govorite o staroselkah in me zanima, v čem je razlika med staroselci in ostalimi. Staroselke to so prvotni prebivalci Indije, ki jih je približno v Indiji, celi Indiji 50 milijonov, v naši državi jih je kar 14 milijonov, ja, dosti jih je. Ostali, večina prebivalcev, vsaj 70% jih je hindujcev, ki so, to so Arijci, ki so prišli iz severa in so zasedli Indijo v tisto in so razdeljeni na kastni sistem. Poleg tega so še budisti, ki jih je tudi približno 50 milijonov in so tudi muslimani, kak je 170 milijonov. Zdaj vlada pa hinduizem, mislim, hindujci vladajo politično
tudi, kaj bi rekla, kulturno, kako veš. Ja, in staroselci so nekako podcenjevani, ker so zelo malo šolani, zdaj že znajo pisati in brati, potem ker so revni, potem ker se ne znajo braniti. Oni pravijo vladi, da ko pride kakšen uradnik do hiše, da je prišel tiger iz gozda. Oni se tako bojijo. Oni so čisto drugačni. Nimajo svoj jezik, imajo svoj dialekt, ki pa dejansko nima pisave, samo govorijo. Ti si se morala naučiti poleg buđaraščine, ki pač ni jezik, si se morala naučiti tudi njihovega jezika. Ja, jaz sem šla na vas s tisto lepo buđaraščino z univerze. Jaz prijam tja in mi pravi en fant šolan in pravi, kako govoriš s tem buđaraščino. To je tako, kot če pride Prekmurec v Ljubljano in so naučili ljubljanščine. Na to eno prekmurski doma govorim, taka razlika je nova. Zdaj, jaz bi sam pravzaprav pripomnila vprašala, kasni sistem je odpravljen že kar nekaj desetletij, pa vedno znova nekako slišimo, da v resnici pa pravzaprav to se še pretraja. V praksi je kasni sistem še veljaja. A se to kaj blaži, ne vem, Mislim, problem, to je zelo kompleksno vprašanje. To je zelo veliko vprašanje, mislim. Tudi politizacija nekasnega sistema s poskusom, da bi se to zgodovinsko odpravilo. Prepovedanje. Pač uradno je prepovedano, ampak po drugi strani so pa ravno pripadniki določenih kast z tega naslova lahko pridejo do določenih nagrad in služb in možnosti izobraževanja. To v tem procesu, ko se mu reče affirmative action in ta pozitivna diskriminacija, ki je bila upeljana, ko se je Indija osamosvojila, kot nekaj, kar je samo mogoče ki potrajalo neko obdobje, ampak v resnici se je to zdaj tako utrdilo v sami družbi, da danes je v bistvu kasna karta tista, na katero lahko zelo dobro politično igraš. Tako da ja, to je se mi zdi zelo težko in kompleksno in vsekakor neenoznačno vprašanje. Ja, kaj ne? Lahko vprašam? Mene zanima, koga častijo, kakšno vero imajo staroselci? Imajo izvirno? Oni častijo naravo, kudrat, oni pravijo temu Bog. Nimajo pa nobenih simbolov, nimajo templjev, nimajo, kaj bi rekla, obredov, nič nimajo. Oni mi in narava. Vsekako si prepustili zanti tukaj. Ja. Tukaj notri ste vnovo zvedeli do deklaracija. Marija, ste bili kdaj v življenjski nevarnosti ali pa ste kako izbolirali pri takšnem? Ja, vsak dan, ker se je bilo dosti kač. So bile tiste naučati, kobre, tiste so prišle do nas, potem so bili škorpioni, to vsak dan, ker nisi nikoli vedel, če se smeš do stene dotakniti, ko si šel spat. Vedno tam smo bili take postelje, smo jih ven peljali na verando, ker je bilo noter prevroče spati in se moram pregledati vsako rjuho, če ni noter take kače ali niče. Ja, mislim, to je bilo dnevni upravek. Potem sem enkrat šla iz mesta, in avtobusa ni bilo in potem sem rekla, kako zdaj. Do glavne ceste je bilo, pa je bilo kakih 2 uri hoda peš. In sem rekla, sem mlada, pa grem peš. In sem šla, je prijeznal en gospod in je rekel, moj nečak je v vašem internatu, sta nekaj dobro. In grem in potem se ustavi en kamion in on pravi, sestra beži. Res, takrat, če ne bi bilo njega, bi me ugrabili in bi me verjetno kam odpeljali, kaj bi naredili. Mislim, tako da so bile. Bili smo pa tudi večkrat v nevarnosti, to se tudi v zgodbah sem napisala, mislim, nekaj, ker so, tam je ena podpolitična stranka, ki so zelo proti tujcem, in oni so bolj, nekako so napadli cerkev, prišli, so napadli internet, vse, mislim, so prišli na nas s tistimi svojimi kameni, tako da smo se mogli takrat tudi skriti, tako da je bilo večkrat.
Ali pa sem bila enkrat v avtobusu, smo se parali vsi skupaj in ženske nisem šla nikoli sama nikamor. In so rekli, čuj Marija, ti pa se tu ostani, avtobus se je ustavil, spedi gozda in kaj pa zdaj. So rekli, ti tu ostani, ne gremo ven. No in potem 3-4 so ostale z mano, ostale so šle ven in so se dogovarjali s tistimi, ki so me hoteli ugrabiti, da me ne pospijo. Mislim, ja, so bili take primeri. Zakaj so vas hoteli ugrabiti? Kaj bi pa naredili za odkupnino? Ne vem, verjetno bi me posilili in kam vrgli. Ja, mislim, tako oni delajo. Ja. Boko Haram, ne? Ja. Jaz bi rada eno vprašanje. Ta tvoja šola zdaj njih, ali je to aktivna, delujejo, imajo svojega vodjo, voditeljico, bi rekla, te delavnice in ta organizacija za pomoč osamosvojitve, za samostojnost. Mislim, naša družba? Ne družba, ampak ta, ko se ti te ženske vodila dol. Ta skupina ljudi, ki ne bi... Ne boš verjela Stana. Stana je bila v Indiji, ona je tudi nekaj naslikala in se že dolgo poznala. Ti ne boš verjela, kaj se mi je zgodilo pred par leti, ko sem jaz nekaj predlagala, da bi, mislim, ta skupina, ki ste jo videli na televiziji, se je imenovala naprej ženske. Ja. In sem jaz pol predlagala, da bi sprejeli 2 osebi, ki njim nista bili všeč. In sem rekla, da te pač sprejmemo med nas, ne, ker sta naredila to in to, sem rekla, dobro, pa se jim odpusti. In je prišla ravno ta Kavi, ki je bila tu, ki je bila moja dobra prijateljica in me je prijela tu za lase, kot majhno šmrklo, in je rekla, Marija, nikoli naša kultura uči, da se ne odpušča. Da se človek, ja, oni imajo to krvno v svetu. Glavo za glavo. Ja, glavo za glavo. In takrat so te ženske, sem hodila 10 vasi, so napisale vse, vsaka vas svoje pismo in naštela vsaka 20 napak, ki so jim zagrešila. In jaz razmišljam, mislim, da takaj že v Bombeju, tam sem jih vodila, sem rekla, pa kaj zdaj, sem rekla, da grem jaz tja in bomo to razjasnila in sem klicala, oni so imeli telefon, ta mož in žena. Sem rekla, Indo, jaz bi prišla k vam, da bi se pogovorili in je prišla mož, je rekel, ni govora, se ti ne odpusti, pri nas se ne odpušča. In tako sem jaz s temi ženskami prekinila, 7 vasmi. Potem sem šla v druge vasi, ampak nikoli se nismo več srečali. Mislim, to je to. Krvna osveta je krvna osveta, se ne odpušča. Mislim, to sem bila jaz samo zgrožena. Pa dobro, te niso poiskale tiste, ki so bile s tabo? Ne, ker one so svojimi. Ti nisi našega plemena. Tu je identiteta. Mislim, tu ni prehoda. In kaj jim ni bilo všeč? Kaj so naštele? Mislim, to je bil en zakonski par, ki je prej z njimi deloval kot neke vrste voditelja namesto mene, sta me zastopala in sta jih ogoljufala. Pri nekem denarju, kaj zvem, kaj je bilo. In vrnila krivdo? Nam. Ja. Izverjeli so onemu. Ja, mi? Ja, ker oni so rekli, mi tu živimo. Mi tu živimo, mi moramo en druga podpreti. Kaj pa ta primer, da je bil v filmu, ko so obtožili moža Odune, da je ubil brata? Ja, pa kaj? Kako more kratko ena skupina reči, ti si ubil pa konc gotovo? Dejansko ni on ubil, ne to drugi je bil v družini, ampak on je pol, mislim, policija ne gleda, on je pol v grad, mislim, pač vrže oni zaprejo vsakega. Tisti, ki podkupi, mislim, tu je toliko podkupovanje. Podkupovanje. Korupcija je zelo velika, ja. Kako pa sodišče dela? Ali je pravična? Ali je pravična? Kako bi jaz peljala to debato v druge vode? Jaz se da moramo zelo malo končati. Še kakšno vprašanje? Ne posega v posilstva, v korupcijo. Kaj pišeš danes? Nič. Imela sem v misli ene spomine, ampak sem jih odložila. Bom videla. Ja, bom že,
pravi, malo vključiti v Slovenijo in pol se malo naučiti slovenščine in slovenskega, kaj vem. Ker pišeš zdaj v angleščini svoje kratke zgodbe, a tudi že v slovenščini, kako? Zdaj trenutno nimam nič na računalniku. Pa to, kar smo poslušali iz tega sveta že, odtrgano od recimo Indije, to je bilo napisano v slovenščini, kar smo poslušali, zadnjo zgodbo. Ja, absolutno. To bomo lahko kupili, ne? To zdaj je Tu so zgodbe. Če bi smela reči, ker jaz sem tvoje one knjige prebrala, ne? In sem bila tako presenečena na tem, da si ti že tako vstopila v ta svet duhovni in vsakdanji praktični, ki tukaj obstaja, ko sem poslušala. Zato me izredno zanima ta knjiga in prepričana sem pa, da boš razvila se pravzaprav zdaj v tem novem okolju. Mislim, za tebe novem duhovnem okolju. Slovenskem? Ja, zato, ker sem tako rečemo na osnovi tega, kar sem slišala. Ker sem primerjala s temi zgodbami, ki so bile v prejšnjih knjigah. Sem bila resnično presenečena, kot da si od nekdaj globoko v vseh teh najrazličnejših razsežnostih vseh vrst tukaj in zdaj. Tukaj in tam. Mislim, da sem, ampak se tega ne priznam. Se še bo? Ja, mislim, da se trudim, se, ampak mogoče še rabimo malo več vašega potrjevanja. Preberite knjigo, pa mi povejte, kako se ne lahko v tvojo potrditev. Tebi, ki si to organizirala, to je bilo tako slučajno se izgledilo. Zelo mi je bilo veselje. Upam, da še kdaj, do naslednjič, ne? V redu. Ja,